Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je prva sobotna tekma 21. kroga. Smo pa v Rogaški Slatini, natančneje v športnem centru Rogaška Slatina, kjer se bosta pomerila domača Rogaška in pa Domžale. Prosti strel za domače bo izvedel Oliver Kregar. Talison je spustil žogo s prsmi proti Mijiću in to je gol! Veselje domačih v 5. minuti zmeda v domžalski obrambi in tekma se je sanjsko začela za Rogaško. Veliko veselje vseh zbranih navijačev, tule prava zmeda. Patrik Mijić pa tisti, ki je vpisal zadetek, neverjetna forma zanj že v pripravljalnem obdobju, ko je dosegel 8 zadetkov. In po prostem strelu se je na to vse skupaj sanjsko razpletlo za domači, ki so zdaj v novem napadu. Tule je spet podaja proti Mijiću in gol za 2-0. 7. minuta, Mijić pa samo potrjuje vse, kar smo že videli z njegove strani na prvi tekmi in pa tudi med pripravami. Odlično zna oceniti, kdaj steči v prostor in pa, kot kaže, odlično zaključevati akcije. Situacija 1-1. Domžalčani pa so medtem že v napadu. Spet Markuš desno na Perca. Flis pred njim, Perc v kazenski prostor. Tole je bilo nevarno, izkazal se je, mislim, da celo z obrambo. Mulalić, 14. minuta. Kregar je bil pozoren na Topalovića, ki je želel iti proti bližnji vratnici. Pišek na oddaljenejšo vratnico in gol! Domžalčani se vračajo v izteku 14. minute. Kakšno tekmo spremljamo v Rogaški Slatini. Poskus uigrane akcije se najprej ni išel, potem pa podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je Markuš pričakal visoko podajo in zaključil. Flis, Mijić in Kregar, tole je zdaj spet nevarno, krasna finta Kregarja, pa še enkrat Kregar, na to pa je zmanjkalo. In to je zdaj priložnost za protinapad. Perce je izstrelil, 3 v rumenem, oziroma zdaj 4 že na polovici Rogaške. In padec, tole mislim, da je bil prekršek, tako je. Diaby z neumnostjo, Perc je padel za mikom, ampak tule je zagotovo prišlo do kontakta. 42. minuta in ali lahko Rogaška še drugič zapored zapravi prednost 2 zadetkov. Pade Rogaška, poglejmo, Pišek ali Mulalić. Mulalić brani! In zdaj še enkrat na pravem mestu, 44. minuta. Izkazal se je proti svojemu nekdanjemu klubu Ajdin Mulalić. Ampak moramo razumeti, Kureš se želi dokazati prav tako kot Mijić. In tu je zdaj priložnost. Kureš 1-1, Kureš in gol! 64. minuta, na tleh je pri Domžalah Benjamin Markuš, Kureš pa prihaja do zadetka. Nemočen Štubljar, Gal Kureš pa do svojega 3. zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. V prejšnji sezoni za neposreden obstanek, torej za 8. mesto, kar 36 točk. No, zdaj Korošec in tekma je odločena. 90. minuta, 4-1. Alen Korošec prihaja do svojega prvega zadetka v dresu Rogaške v prvi ligi Telemach. Dosegel pa je gol proti Taboru.
Oskar Drobne, zelo, zelo pomembna zmaga, velika zmaga na koncu, 4-1, lahko bi bila še višja. Koliko ste zadovoljni z drugim polčasom, koliko morda nekaj skrbi tam ob zaključku prvega, ko bi skoraj da spet zapravili prednost 2 zadetkov, kakšni so, pa rečemo klišejevsko, občutki po današnji zmagi? Pa, super, saj nimamo kaj, za nas zelo pomembna tekma. Ne moramo reči, da smo jo delali z odliko, bil odličen vstop v tekmo. Padli smo v drugem delu prvega polčasa in to zelo, ampak v redu, nismo bili kaznovani na srečo, se pravi, da nam so bile zvezde malo naklonjene danes. Ja, drugi polčas pa popolni, se mi zdi, popolni dominaciji. Vse so imeli gosti neki šutov, ampak ni bilo to, rekel, neki resnega, razen tiste nespretnosti zadaj, ko smo si spet sami zakuhali. Drugače pa zelo dobri proti naprej, direktni in pa, kar je najbolj važno, učinkoviti. V prvem polčasu bolj direktni, v drugem polčasu pa ste pokazali tudi neko vsestranskost, ne več zadržali žogo v svoji posesti. Kaj vam to pove o fantih, da lahko nekako se prilagodijo nasprotniku in tekmi? To je najverjetneje zelo dobra novica, ne, v boju za obstanek. Pa ja, dobro smo, po času smo se določene stvari dogovorili, določene stvari spremenili. To je v drugem polčasu klapali in ja, zelo smo veseli, da smo zmagali, da smo načeloma se priključili in to je zelo važno za nas. Oskar, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Dušan Kosič, novembra ste na tej zelenici prvič povezali 2 zaporedni zmagi v prvi ligi Telemach, danes ni šlo v tej smeri, začelo se je slabo. Kaj je bilo narobe v tistih prvih 7 minutah, ko ste prejeli 2 zadetka? Ja, tekmo smo izjemno slabo začeli, nismo dobivali drugih žog, skozi celo tekmo smo imeli težave s tem in iz te tranzicije nam je nasprotnik delal veliko težav. Kasneje smo se vrnili v igro, imeli kar nekaj lepih situacij, pač nismo izkoristili in končni rezultat je pač slab in ja, kar nekaj težav imamo. Z roba igrišča se je zdelo, kot da ima Rogaška enostavno več telesne moči, več te fizične moči, rekli ste te druge žoge, ne? Je to nek davek mladosti ali je to bil samo slab dan danes in pa morda v tistem prejšnjem krogu? Bomo videli, smo bili že v slabši situaciji, sigurno si nismo naredili usluge s to podobo danes, ampak lahko bi bili bolj enostavni, imeli smo dovolj situacij, da bi se dvignali in mogoče tekmo obrnili, ampak danes pač ni šlo. Vas skrbi, da bi lahko ta 2 zaporedna poraza, predvsem te mlajše fante v vaši zasedbi, pahnila v nek prepad ali imajo močan karakter? Kapetan Zenih Usmani je dejal, da imajo fante karakter, da se hitro poberajo. Ja, seveda imajo, izgovore zdaj po taki podobi iskati, lahko bi bilo drugače, pa ni, bomo poiskali rešitve, da vidimo, da se usedemo ta prvi, da vidimo, kaj lahko bolje, sigurno lahko precej bolje, to smo tudi že dokazali, ekipa je pa sigurno mlada in v takih momentih, ko se odločajo tekme, bi mogli biti bolj enostavni. Posebno danes, kjer je bila tekma pač divja in ni bilo veliko igre. Dušan, najlepša hvala in srečno. Hvala. Gal Kureš, čestitke za prvenec v dresu Rogaške na uradnih tekmah, čestitke za pomembno zmago, veliko zmago. Koliko vam je odleglo, predvsem, ko ste prišli do vodstva s 3-1, potem, ko bi lahko znova zapravili vodstvo z 2-0? Ja, te napake so se dogajale že v prvem delu sezone. Nekako pade, mogoče je malo koncentracija, ampak mislim, da smo danes zaslužili zmagati, da smo dobro delali celo tekmo in tako, kar nam je, bom rekel, v Ljubljani vzel fuzbal, po domač povedan, nam je danes dol, tako da mislim, da smo pošteno in fair zmagali. Kureš, Kregar, Mijić, napadalna trojka, ki odlično deluje, kako se dopolnjujete, zakaj ste tako uspešni v teh uvodnih 2 krogih v napadu? Pa sploh ne vem, kaj bi na to rekel, ampak mislim, da se res dobro sodelujemo. Jaz Solja tudi že odprej poznam, so tudi že prej skupaj igrala. Mijić pa seveda je odličen igralec in pač dobro paše tudi k nama. Morda samo še besedo o tem, 3 točke ste zdaj za Aluminijem. Se čuti nek ta pozitivna energija, ki ste zdaj s tema 2 rezultatoma dobili? Pozitivna energija, mislim, da se čuti že od priprav. Mi dobro delamo na treningih, dobro igramo.
Te 3 točke, bom pa tako rekel, moramo iti tekmo po tekmo. In če bomo zmagovali, pa igrali tako, kot smo danes igrali, pa v Ljubljani zadnjo tekmo, mislim, da se nimamo česa zabati. Gal, najlepša hvala in srečno. Hvala. Zeni Husmani, težko je zbrati misli po takšni tekmi, po takšnem porazu. Kaj sploh reči, kaj je šlo narobe? Pa, kaj povedati, po porazu sigurno, da ni lahko, ampak treba zdaj dvignuti glave, pokazati karakter, ko je najtežje. Enostavno nam ne gre po načrtu, ampak pravim, bomo poizkušali vse, da se dvignemo in da začnemo skupljati pik. Kako pomembno bo, da to črno serijo čim prej prekinete, bližajo se konkurenti iz dna lestvice, hitro se lahko zakomplicira situacija? Pa kvalitet sigurno, da imamo in jaz verjamem, da se bomo dvignuli, to so tudi karakterni fantje. Pravim, za zdaj nam ne gre nič po načrtih, ampak verjamem, da se bomo dvignuli iz tega. Zeni, najlepša hvala in srečno. Hvala vam.